Gasilska brigada Ljubljana ob 100-letnici delovanja. 100 nasvetov za 100 let. Tokrat vam svetujejo, kako ravnati v primeru prometne nesreče. Ko načrtujemo daljšo pot, vedno poskrbimo, da imamo v vozilu zadostno količino hladne vode in kakšno energijsko tablico. Preverimo tudi, če imamo zadostno količino goriva, saj nikoli ne vemo, kdaj bomo obstali v zastoju, ki lahko traja tudi dlje časa. Udeleženci v prometu nismo le vozniki motornih vozil, ampak so tudi pešci, kolesarji in pa vozniki popularnih električnih skirojev. Zato je toliko bolj pomembno, da smo osredotočeni na promet in preprečimo še kakšno prometno nesrečo. Ko se na avtocesti ali hitri cesti promet upočasni in pade hitrost pod 60 km/h, morajo vozila na prehitevalnem pasu zaviti skrajno levo, vozila na voznem pasu pa skrajno desno. Po sredini morajo vozniki, ne glede na razlog zastoja, obvezno pustiti dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil. Na lokalnih cestah se umikamo na način, da se umikamo takoj, ko je to možno varno storiti za vse udeležence, na desno. To je bistveno pravilo. Reševalni pas na avtocesti je ključnega pomena za hitro in učinkovito reševanje. In ne le v primeru prometnih nesreč. V vsakem zastoju, v vsaki jutranji ali popoldanski prometni konici mora biti po sredini dovolj prostora. To reševalni pas ni namenjen gasilcem, reševalcem, policistom. Reševalni pas je namenjen tistim, ki jim te službe nudijo urgentno pomoč. Ko se s počasno vožnjo v koloni prebijemo do samega mesta intervencije, je potrebno obvezno upoštevati signalizacijo policistov. Ne slikaj in ne snemaj, saj s tem dodatno otežiš delo intervencijskih služb. Če kot udeleženec naletiš na kraj nesreče in tam še ni prisotnih intervencijskih služb, je potrebno obvezno nujno pomagati. Ne glede na to, ali je kdo že tam prej ali je kdo že tam poklical na pomoč. Vozilo ostavimo na primerni varnostni razdalji pred mestom nesreče, saj s tem mesto tudi protinaletno zavarujemo, hkrati pa vklopimo vse 4 smernike. Kolikor bi kdo od udeležencev v prometu spregledal nesrečo, bi s tem preprečili nalet drugih vozil. Pustimo vozilo, oblečemo varnostni brezrokavnik, saj smo z njim bolj vidni v prometu, hkrati pa postavimo varnostni trikotnik na primerno varnostno razdaljo, saj z njim opozorimo, da je prišlo do nekega dogodka. Če je udeleženo vozilo poškodovano ali če je poškodovan kdo izmed udeležencev, nemudoma pokličemo na številko 112, povemo čim več informacij v prometni nesreči, o številu poškodovanih in ostalo, kar nas sprašuje operater. V skladu s svojim znanjem prve pomoči in z opremo, katero imamo, ter za navodilo operaterja, počakamo oziroma pomagamo ponesrečencem na samem kraju dogodka, vse dokler ne pridejo na kraj intervencijske službe. Kaj storiti v primeru, če naletiš na prometno nesrečo? Svoje vozilo ustavi na primerni razdalji. Pristopi in oceni stanje udeležencev. Pokliči 112. Povej, kdo si in kaj se je zgodilo. Povej točno lokacijo nesreče. Povej, koliko oseb je poškodovanih. Ne odloži telefona, dokler ti tega operater ne dovoli. Če naletiš na prometno nesrečo in še nikogar drugega ni na kraju, pristopi in pomagaj. Odreagiraj tako, kot bi želel, da ukrepajo mimoidoči, če bi se tebi zgodila nesreča. Pomagaj prvi in bodi navdih.